Pozdravljeni otroci, pozdravljeni starši, pozdravljeni vsi ljubitelji knjig. Jaz sem igralec Jernej Kuntner in danes vam bom prebral knjigico o Bibi in Gustiju. To je že 6. knjigica o Bibi in Gustiju, avtorice Ide Mlakar Črnič. Ilustrirala je pa knjigico Kristina Krhin. Vidite, to je ta knjigica, to sta ta dva prašička. On je oblečen v take lepe irhaste hlače, ona pa v tako lepo irhasto kiklico, taka prava slovenska prašička. Avtorica je o tej knjigici napisala takole. Le kdo nima rad hribov? No, Gusti že ne. In ko se nekega poletnega dne na željo Bibi namenita na bližnji hribček, se mali pujs kmalu začne kujati. Pa se je res strašno iti na vrh, kjer nate prežijo leteče coprnice, grizeči čevlji, prepadi in ošpice. No, pa poglejmo, kaj govori ta knjigica, kako sta Bibi in Gusti prezvijačila hrib. Temu se reče odpojslanstvo, je rekla Bibi odločno. A temu hribčku, je vprašal Gusti nedolžno. Ne, tako se reče, če greš naravnost na vrh. Ko prideš gor, lahko zavpiješ vav in hura in bravo. Pa potem, je vprašal Gusti, potem greš pa spet nazaj dol. Je rekel Gusti in se počohal po glavi. Lahko tudi zavriskaš in si čestitaš, ker si zavzel hrib, je pristavila Bibi. Pujsa sta stala pod vznožjem grička nedaleč od njune hišice in zrla navzgor. Bil je eden tistih prijaznih, puhastih gričkov, ki so videti kakor usločen mačji hrbet, preden se spusti proti tlom. Do izhodišča je šlo zlahka. Morala sta prebresti potoček, prečkati travnik in se nazadnje oprezno splaziti pod vejami mladega drevesa. Danes sta bila trdno odločena, da bosta hrib premagala. No, trdno odločena je bila Bibi, ki je bila vodja odpojslanstva. Gusti je bil član, zato ni imel veliko besede. S sabo je nosil zajeten cekar z malico, kajti med potjo bi bila lahko lačna in žejna. Pa tudi na kockasto odejo ni pozabil, da se bosta na vrhu, ko bo odpojslanstva konec, lahko usedla. Gusti je vse bolj zaskrbljeno pogledoval proti vrhu in vedno bolj kujavo gubal rivček. Ne, to pa ne, je rekel nazadnje. Gor pa ne grem. Pa zakaj ne? Je Bibi osuplo obrnila svoj pujsi rivček proti njemu. Saj ni visoko, vsaka mravljica lahko pride na vrh. Jaz nisem mravljica, je rekel Gusti temačno. Pa še veter brije, je dodal in potegnil svoja uhlčka navzdol, da mu ne bi prepihalo ušes. Čeprav na jasi, kjer sta sedela, ni zanihala niti travčica. Ne bodi no avšast, Gusti, niti sapice ni v tej vročini. Ja pa brije, je vztrajal Gusti. Zgoraj je gotova burja. Lahko se prehladim ali staknem angino. Lahko pa še kaj hujšega. Gripo, ošpice ali omahnem v prepad. Na tem hribčku ni nobenih prepadov, je rekla Bibi prepričano. Samo izmišljuješ si. Potem so pa coprnice, je rekel Gusti odločno. Lahko te začopatijo in začarajo v mravljico. Potem bova pa vsak dan lezla tja gor. Kdo ti je pa to natvezil, se je zavzela Bibi. Saj si mi pozimi rekla, da nad goro frčijo čarovnice in coprajo meglo in mraz. Ja, ampak to je pozimi, je rekla Bibi in se namuznila. Zdaj ni nobene bojazni, si pa res bučko. Zdaj je poletje. Gusti je pogledal naokrog. Trava je bila zelena
in mehka kakor preproga. Cvetovi so se gugali kakor ptice na vejah in ptice so razpirale krila kakor cvetovi. Ampak vse to bi lahko uživala tudi doma, je tuhtal Gusti. Z neba bi jo grelo poletno sonce in jo žgečkalo po trebuhu, da bi se ves čas hihitala. Tako pa čemita ob vznožju gore, od koder se vzpenja strma pot navzgor in Bibi se trese od pohodniške vneme. To bi še vsakega pujsa spravilo v škripce. Bibi, pa zakaj vodijo na hrib samo ene vrste poti, je vprašal Gusti. Kako to misliš, Gusti? Samo navzgoršnice, Bibi, je zasitnaril Gusti. Nikoli navzdolšnice. Ko prideš na vrh, se navzgoršnice spremenijo v navzdolšnice, Gusti, mu je pojasnila Bibi. To je pri hribih najlepše. Bibi, je tuhtal Gusti, saj so pred nama že drugi zavzeli hrib, prepevali popotne pesmi ter hojladrijali, da je šlo skozi ušesa. Zakaj bi morala to početi še midva? Nad prepadi bi se nama lahko zameglilo in sfrtajčkalo v glavi. Kaj pa potem? Ali ne bi raje malo počivala, Bibi? Pa saj sploh še nisva nič hodila v hrib, je vztrajala Bibi. Zakaj bi počivala? Dajva, počivujva no malo, je rekel Gusti prepričano. Počivujejo samo princi iz dežele Lenuharije, mu je oponesla Bibi in ga krcnila po rjučku. Puj si pa počivamo, kada smo zares utrujeni. Pa saj sem zares utrujen, se je pritoževal Gusti. Že od misli na špičaste skale, vrtoglave višine in odpujslanstvo me vse boli. Celo ščetine na repu, pa še čevlji me grizejo. Bibi je zavzdihnila in pomagala Gustiju sezuti čevlje, da je lahko pomigal s parkeljčki in sprostil noge. Joj, nič čudnega, da si utrujen, Gusti, je rekla Bibi nazadnje. Napačne čevlje si obu. Ti škrpeti za vsako figo nergajo, jokajo in stokajo. Kada so sitni, postanejo težki, škripajo, da je joj, kažejo zobe in te ugrizujejo, da ne moreš hoditi. Če bi imel samo hodke, bi bila lahko že zdavnej na vrhu. Gusti je bil čisto tiho. Tole si je pa Bibi gladko izmislila. Kar malo hudo mu je bilo zaradi nje. Videti je bila malo jezna in malo razočarana. Danes z odpojslanstvom ne bo nič. Ne samo zaradi sitnih čevljev, tudi zaradi Gustija. Pujsa sta se vprašujoče spogledala. Bibi si je počasi sezula čevlje in pomigala z nogami. Potem sta skupaj z Gustijem pomigala z nogami in brčicami naenkrat. Zasvedrala sta repka in se zasmejala. Potem sta si v brk zabrundala pujsjo poskočnico, pohrustala nekaj regratovih piškotov iz Gustijeve košare ter posrkala šabeso. Gusti se je zamišljeno popraskal po glavi. No, Bibi, saj ni nujno, da rineva na vrh. Lahko greva tudi malo doli in naokoli, ter prezvijačiva hrib. To se Bibi ni zdela tako slaba zamisel. Super, Gusti, je rekla Bibi, ki je nenadoma postalo jasno, kakšne poti so zvijačnice. Takšne vijugaste okrog potke, ki so obema všeč. Zakaj bi pa zmeraj krevsala po navzgoršnicah? Okrog hribčka se je vil potoček. Pujsa sta čisto počasi vstala, zvila odejo, jo skupaj z malico vred pospravila v košaro in se odpravila naokrog. Ves dan sta bosala po vodi in travi, ne da bi mislila na odpojslanstvo. Malo sta hodila, malo počivala in se malo ustavljala. Špancirala sta tako zlagoma, da sta vse videla in doživela. Pojočo vodo, govorečo travo, prijazno zemljo, nasmejan hribček. Kolovratila sta naokoli in ko sta prišla nazaj,
sta bila polna mehkih barv, vonjev in glasov. Gusti, je rekla Bibi zamaknjeno, najin hribček je najlepši z vseh strani. No, saj sem ti rekel, je na široko zazehal Gusti. Na zemljo se je mehko spustila mesečina in ju s tankimi prsti pomilovala z neba. Je zapredla tišina. In sta bila spet doma. Takole. To je bila tale pravljica, kako sta Bibi in Gusti prezvijačila hrib. Vi boste si pa lahko tole slikanico sami v živo ogledali in si pogledali slikice notri. Živjo!